Folk, danes je kar poseben dan, ker imamo prvič na tem kanalu non-EV car review in mislim, da imamo perfekten avto za to priložnost, zato ker danes reviewujemo Audija RS6 in tale avto je res perfekten daily driver za vse ki rabite mogoče malo več placa, ki imate otroke, karkoli, je po mojem to najboljši avto, kar ga lahko kupite, če valjda pač cash ni problema, ne. Zato ker meni se zdi, da je to najlepši karavan, kar jih je, lepši od kompetitorjev, lepši od Panamere, lepši od AMG-ja in ja, drugače, tukaj od spodaj je 4-litrski V8 motor in ta avto ima 600 konjev, 800 Nm navora in pač ja, res je beef, ne. Avto je širok 2,1 metra in dolg je 5 metrov. Če pogledamo sem, to so 22-inčna kolesa, noter vidite fucking ceramic brakese in sicer ta package stane tako okoli 10.000 evrov. Sploh tlele, kakor vidimo, je en tak wide body kit okoli wheelsov, v bistvu zgleda kot nek Audi A6 na steroidih in moram reči, da to zgleda res nerealno zajebano. Drugače, en package, ki ga lahko vzamete na tem avtu, je še, da imate neke karbon dodatke. Ta avto ga sicer nima, ampak lahko bi imel še klele karbon ogledala. Tukaj bi bilo karbon, spoiler zadnji bi bil karbon. Pa klej od spredi bi bil tale bumper, isto iz karbona. Ampak ja, kot sem rekel prej, tale avto ga nima. Zdaj pa, če gremo kar od zadnji, proti naprej. Se pravi, zadnji je tale roof spoiler, kar dolg. Imamo tele luči, ki smo eno tako črno črto na sredini. No, klele od spodaj imate tale velik rear bumper in pa te ogromne auspuhe, ki tako lahko primerjate mojo roko zraven, res so fucking fair. Pol, če gremo na stran. Vidimo, da tukaj je ena taka izboklina tako na strani, isto da ta wide body efekt, ampak se pol kle na ta prvih vratih se v bistvu lepo tako preliva pač vrata. In ja, zgleda dosti jako. Ob strani imamo en tak velik side step, isto malo ven gleda in pa lahko vidimo, ta avto je ful nizek, pa za boljši handling, pa isto ful jače zgleda, ne. No, če pa gremo še naprej. No, pol tele luči, kakor vidimo, te so od A7-ke, ampak lahko pa upgradete na laser lights. Pa luči imajo en ful jak feature, da ko prižgete avto, v bistvu naredijo en tak animation. Meni zgleda ful jako. In pa isto, ko dajete žmigovce, se v bistvu tako utripajo pač iz sredine proti zunanjosti. Imamo od spredi tale huge grill. Lahko si na tem grillu se lahko mena barva, ampak meni je ta črna najjača. Pa kakor vidimo, klele je v bistvu tako malo hauba naprej dana, 5 cm, pa tako zaobljena lepo nadol, zato da je plec za huge motor. Pol vidimo, da je veliko tega fake aerodinamičnega spacea. Tukaj so kao hoteli narediti, če bo res boljša aerodinamika, ampak so pol skontali, da to po zimi ne deluje in so v bistvu samo zakrilali to in je zdaj samo za okras basically, ampak meni zgleda ful jako. In ja, to je to, overall zgleda ta avto res, meni se zdi, da je najjači karavan, kar ga lahko kupite. Meni je jači kakor M5, jači kakor AMG E63, pa jači kakor Panamera Gran Turismo. Zdaj bomo šli pa še notranjost pogledati in en full fresh feature. Pogledajte, tukaj se vidi Audi Sport. No, v notranjosti imamo take full fresh leather seats, kakor vidite. So full soft, plus odspredje so še te športni zici, ki so heated, full nice stitching. V bistvu je tako čez cel avto, kakor tle vidite. Tale steering wheel tlele je full tak sporty, dober feeling. No ja, to je oblečen v isti leather, kakor tlele, kakor vidite. Tele imamo te shift gearse, full smooth, upam da se vidi. Tele imamo full fresh RS logo, če se vidi, vse vidi. No ja, recimo. Tele imamo 1, 2, 3 digital screense. Dashboard je full customizable. V glavnem, overall so full jaki featuresi.
No, ja, zadnji je ogromen prostora, jaz imam full plac, imam kle za noge, izgori, full prostora. Tako da, če rabite avto za več folka, če imate družino, tale avto perfekten. Isto imamo v zadnji te full lepe sedeže, ki so isto, mislim, ogrevajo se. Pol, fuck, tega isto ni. Zdajle je ugasnil, ampak drugače en zanimiv feature je, tole se prižge, ko je avto prižgan, imate tukaj osvetljene te seat buckles, da lahko, pač da jih vidite, ne. Drugače pa na splošno, tale barva je meni ful všeč, ful je lep, high quality interior. Gremo pa še pogledat prtljažnik, ki je isto kar presenetljivo velik. Če pogledate še prtljažnik, en zanimiv feature, lahko samo tako naredite, da se prtljažnik sam odpre. Drugače pa prtljažnik je dejansko ful velik. Mislim, da ima 565 litrov in ja, mislim, ne vem, če kdo rabi ful večji prtljažnik, kakor je tole. Ful stvari bi šlo noter. Yo folk, to je bil ta Audi RS6 review in snemali smo s telefonom, kakor vidite, ker je kamera trenutno na popravilu. Drugače pa, če ste uživali v temu ne EV auto reviewju, nama napišite, bova naredila še mogoče več takih, ki niso električni avti. Drugače pa ja, to je bilo večinoma to za ta video, upam, da ste uživali, plus ne pozabite se joinati v najin Discord, hella finance people there, pa ne pozabite iti na najin Instagram, kjer je fucking MacBook giveaway, kar sva že povedala v vsakem videu do zdaj, no. Plus na Bybitlu dobite 30 000 bonusa, če se sign upite z najnim linkom.